je pa res, da državo nismo delali tako, da je bila improvizacija, ampak je bilo vse temeljito premišljeno, celo domišljeno in potem, hvala Bogu, tudi udejanjeno v dobrobit v bistvu generacij, ne samo tistih, ki smo jo delali. Aplavz, prosim.
pa bomo potem se še poveselili, lahko verjamete, da se bomo kar lepo imeli. Zdaj, danes smo se zbrali zaradi tega, da počastimo 30. rojstni dan naše domovine in s tem namenom smo povabili medse Roberta Finka. Bom potem kasneje ga bom poklical gor na oder. Tukaj za svojo ženo Mojco Fink in za svojo mamo. Tule, prosim, naploši za mamo. Potem sta tule njegova gospoda Bernarda Šrajnera, pozdravljam tu med nami, ki je ekonomski svetovalec na veleposlaništvu Republike Slovenije na Hrvaškem v Zagrebu. Pozdravljam seveda tule za mano Toneta Krkoviča, slovenskega generala. Jaz sem mu pred kratkim na najnem, oziroma našem skupnem srečanju rekel, da je on za mene novodobni Rudolf Meister in jaz mislim, da je resnično on. Kajti, če bi se slabo izteklo za nas, bi on prvi stal ob zidu, verjetno za njim pa še jaz, pa Fink, pa še kdo izmed veteranov, pa tudi drugi Slovenci, ki ste danes tule. Tako da, hvala lepa, general, organizator Slovenske vojske. Roman Končar, režiser, filmski igralec, ste ga že imeli priložnost poznati, mislim, da je odlično speljal te vaje, tako da hvala lepa tudi njemu. In seveda tu je gospod Božo Dimnik, doajen slovenske diplomacije, prosim, če se vstanete, za spremljevalko Tadrejo. In seveda, da ne pozabimo našega prvega predsednika slovenske vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Jaz verjamem, da se vsi strinjamo, da je tudi bil najbolj uspešen predsednik slovenske vlade, ne samo prve, ampak slovenske vlade. Kasneje ga bom vprašal, kaj je tisto, katere so njegove zasluge, odcepitev in ne vem, kaj še vse so takrat sprejemali, bo povedal ob okrogli mizi, pa prosim, gremo naprej. In seveda, prosim tudi tukaj, in želim, da pozdravim našega župana, gospoda Ivana Molana. Prosim, tudi, če se vstane, tudi on je veliko zaslužen za današnji dogodek in se me tudi v imenu vseh zavednih Slovenk in Slovencov zahvaljujem, da nam je to tudi omogočil. In hvala, da ste prišli na ta dogodek. Glede na to, da imamo res danes izjemne eminentne goste, jaz mislim, da ni moja naloga, da veliko govorim. Moram pa reči, da sem ponosen, da sem župan občine Brežice, občine, ki je ključne stvari praktično dodala k tem, da smo postali samostojni. Vemo, da tu so se dogajali pomembne boji, konc koncem žal smo tudi, imamo žrtev vojne za Slovenijo, Jerneja Molana, katerega praktično, ki je padel na včerajšnji dan in občina Brežice tudi vsako leto prav ob tisti uri pripravlja komemoracije in prav včeraj je bila ta komemoracija, ki je že 30 let tega. Poleg tega seveda bi čestital vam vsem za našo obletnico. Prepričan sem, da smo s tem, ko smo postali samostojni, veliko dosegli, veliko naredili in včasih sem zelo žalosten, ko poslušam, da nekateri govorijo, da mogoče bilo boljše, da nismo postali samostojni. To je za mene, bom rekel, ena velika bolečina, kajti dejansko Slovenija v teh 30 letih, pa tudi občina Brežice je ogromno dosegla. Dosegla pa je seveda predvsem zaradi teh ljudi, ki so danes tu in pa seveda tudi teh, ki so v prvi vrsti in pa vseh nas, ki smo takrat bili v tistem času, ki smo se borili za to, da smo postali samostojni. Želim vam lep večer in vse dobro ob obletnici, pa še na mnogo leta srečno naša Slovenija.
izmed 8 ljudi, ki so sodelovali v spopadu v Rigoncah. Tako da prosim, Robi, povej nekaj svojih besed. Lep pozdrav vsem skupaj. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes, ko Slovenija praznuje 30 let, mi je veliko čast, da sem del te generacije, ki je aktivno sodelovala pri nastanku naše države. 27. junija 1991 smo šli v Rigonce, odločeni, da obranimo našo domovino, tudi za ceno naših življenj. V spopadu smo žal izgubili našega soborca, Jerneja Molana, jaz sem bil pa hudo ranjen. Ponosen sem, da sem obranil našo, oziroma da smo obranili našo domovino, žal tudi za ceno žrtev. Zaradi teh hrabrih dejanj vseh nas danes živimo v svobodni, varni in demokratični deželi. Bodimo ponosni na svojo domovino, saj domovina je le ena. Naj ne bo nikoli pozabljeno od srca za Slovenijo, srečno Slovenijo. Dajmo en foto narediti, če imamo fotografij, ker minut časa za tole zasedbo. Bomo malo počakali. Imamo, evo. Roman, pet za nami. Se spomnimo vseh tistih žrtev vojne za Slovenijo, ki so dali svoje življenja. Slava jim. Slava. Hvala. Verjamem, da je temperatura sprejemljiva, Tole je uvod v dogajanje, ki bo sledilo potem na ta istem odru, kateremu smo vsi bili zdaj priča, kar se je na njem dogajalo. Uvod je pa povedno vsebinsko sporočilo. Ko bomo tole pogledali, verjamem, da se nam bo vtisnilo nazaj v srca, duše in v misli in se bomo lažje potem posvetili drugemu delu, lažje, mogoče primerneje, ki se bo odvil potem po predvajanju tega filma. Hvala za vašo pozornost. In tako je, sindikat nas je pa pustil čist na cedilu, tako da tukaj smo neorganizirano. V našem Titovi zavodi Litostroj nismo plačeni po delu. Pri nas je plačeno in delo in nedelo enako. Što tražite?
Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, nas pripričujejo o prelomnosti sedajnega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo: prvič, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Tretjič, glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, na demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, in na družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. V programski izjavi smo zapisali, da je Slovenska demokratična zveza gibanje, citiram, gibanje za vzpostavitev parlamentarne demokracije, kar je treba razumeti kot prizadevanje za politično konkurenco in institucionalizirano kontrolo oblasti, za kar je nujno od te oblasti neodvisno oporišče. Mi gremo na volitve zato, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Verjemite mi, da je nenavaden občutek, da vas lahko pozdravim kot predsednik slovenskih krščanskih demokratov po pol stoletja politične abstinence tega večinskega sloja slovenskega naroda. Zmaga Demosa na volitvah je poglavitna garancija, da se konča revolucija in državljanska vojna, ter da Slovenija resnično postane normalna država. Slovenska opozicija ne goji nobenega revanšizma, nobene maščevalnosti. Mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Ste kandidat komunista. U čemu se razlikujete od Pučnika? Demos je do konfederacije došao posle opredeljenja za odcepljenje. Savez komunista o odcepljenju kao svojoj opciji do sada nikad nije govorio i sada o tome ne govori. Kdo bo njega volil, bo komunista volil. Celem svetu komunizem propada, da pri nas pa hočejo na vlado. Bistvena vprašanja so vprašanja slovenske suverenosti in so vprašanja sanacije slovenskega gospodarstva. Spoštovani delegati, cenjeni gostje, obstaja realna možnost, da na volitvah zmagamo. Eno je gotovo, za nas ni sprejemljiva zamisel v Jugoslaviji kot razširjeni Srbiji, razumljivo tudi ne Jugoslavija, ki bo zgolj po meri Slovenije, posebej ne nekaterih slovenskih, skrajnih, nacionalističnih in separatističnih premišljenj. Gospod Milan Kučan je zaradi napadov iz juga države postal nekako simbol slovenske suverenosti, pri tem se pozablja, da je do pred kratkega vodil stranko, ki je v bistvu odgovorna, da smo v tem položaju, v kakršnem smo. Dober večer. No, pa smo jih dočakali, volitve namreč. Prve neposredne, demokratične, večstrankarske volitve po vojni. Večina volišč je zdaj že pol ure zaprtih, konec je volilnega molka.
Glede na to, da vreme ni bilo niti za sprehode, kaj šele izlete, je bila torej ta nedelja v Sloveniji povsem v znamenju volitev. V prehodnem obdobju bo vlada v povezavi s parlamentom skrbela za vzpostavitev gospodarskega sistema, ki bo ob trdnih pogojih za gospodarjenje omogočal gospodarsko učinkovitost in blaginjo. Možnosti za hiter izhod iz recesije so omejene. Oživitev gospodarske aktivnosti je možna z odpravo ovir in podporo zasebni gospodarski aktivnosti, z zmanjšanjem davčnih obremenitev gospodarstva, v tem okviru poenostavitve, zmanjšanje stroškov države, prenosi davkov, potem z davčnimi olajšavami za investicije, začasno neposredno posredovanje v primeru stečajev, z obnavljanjem gospodarske infrastrukture, s pomočjo tujega kapitala, vendar brez razprodaje narodnega bogastva. V skladu s včerajšnjim sporočilom predsedstva Republike Slovenije bodo enote in štabi teritorialne obrambe upoštevali povelja predsedstva Republike Slovenije. Dajmo se zbuditi odločno, bodimo suvereni, dosti je tega cincajna. Ugotavljam, da je Republiška skupščina na skupni seji vseh zborov z velikansko večino sprejela deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije. Sedaj začnemo odštevati in vidimo se vsak dan verjetno do 23. Potem pa računam, da naprej v novi kvaliteti. Na zdravje, naj živi samostojna Slovenija. Odlučno ćemo se suprotstaviti i nasilnim ustavnim promjenama i nasilnoj dezintegraciji Jugoslavije, ma sa čije strane te težnje bile ispoljene. Organi koji su Ustavom Jugoslavije za to odgovorni obavezni su da to i obezbede. Garancija za to je i naša Jugoslovenska narodna armija. Da kole sonce hodi, prebiri sveta Bog pregna. Da raja razbol ne vrakle sosed pomeja. Da raja razbol ne vrakle sosed pomeja. Ne vrakle sosed pomeja. Tudi vi pomagate. Če bo kdo želel vmes kaj vprašati, prosim, naj kar zdigne roko, bo dobil mikrofon hitro v roke, ali bo pa lahko prišel tudi k nam gor, se vam pridružim. Torej, jaz bi najprej vprašal gospoda Lojzeta Peterleta, glede na to, da sem omenil, da je bila po mojem mnenju in mnenju, jaz verjamem tudi mnogi izmed vas, to ena naših najbolj uspešnih slovenskih vlad. Kaj je bilo tako uspešnega, kaj ste vi tako uspešnega naredili, da bi vam lahko rekli, da ste bili najbolj uspešna vlada, ki smo jo mi do sedaj imeli? Jaz vem, da ste speljali osamosvojitev, kaj še so bile tiste zadeve, prosim. Koliko časa imamo?
Ja, 15 do 8 ure bomo vsi skupaj zaključili, tako da imamo 40 minut vsi skupaj za celotno zadevo. Teda prosim, ga vseh 40 minut vi izkoristite. Dragi domoljubi in demokrati, spoštovani borci, ne morem takoj skočiti v vprašanje, ne da bi izrazil priznanje in spoštovanje in hvaležnost tistim, ki ste bili pripravljeni dati vse za to, kar danes praznujemo, in brez vašega poguma danes ne bi nič praznovali. Mogoče bi naši fantje padali na nekih južnih frontah, ki niso naše. 3 Jugoslavije so zmrznile, Slovenija pa že 30 let živi. Lepa vam hvala za vaša dejanja, srčna, pogumna, zavezujoča, in tukaj bi rad povedal, kako so nekatere karte padle skupaj v tem zgodovinskem trenutku. Začel bom pa s tem, z vprašanjem, zakaj smo se, potem ko smo od kralja sama naprej upali, pričakovali, sanjali, pisali deklaracije in programe, zakaj smo se leta 1991 premaknili iz sanj v dostojanstvo naroda z lastno državo. Leta 1948, ko smo pisali program Zedinjene Slovenije, je bilo prezgodaj in tudi nemogoče. Leta 18 bi bilo mogoče, če bi na Dunaju gospodje, ki so pozabili, da so zgubili, bili malo bolj odprti, pa bi preuredili tisto monarhijo tako, da bi bila narodom, tudi slovenskemu, povšeči. To priliko so zamudili, to priliko je tudi Jugoslavija zamudila. Niso poslušali tistih, ki se niso počutili dobro v tej državi. Leta 1945 vemo, kako je bilo. 8. aprila 1990 pa so imele Slovenke in Slovenci prvič v zgodovini priliko, da se odločijo svobodno, čeprav volitve niso bile čisto poštene, ampak svobodno smo se lahko odločili, ali podpremo Demos, koalicijo 6 strank, ki je šla na prve volitve z državotvorno idejo, ali podpremo stare politične sile, ki so si želele Slovenije v malce drugačni Jugoslaviji. Zmagal je, hvala Bogu, Demos, in zato smo takrat, zato so nastopili politični predpogoji, da speljemo zadevo do konca. Kajti, to, kar je v preteklosti manjkalo, je bila izvršilna in zakonodajna oblast. Demos je zaradi zmage prevzel zakonodajno in izvršilno oblast in s tem so nastopili ti pogoji. Vlada, ki sem jo imel čast voditi, je prevzela ključno breme, operativno breme osamosvajanja. Na vsaki seji vlade smo sprejeli vrsto zakonov, treba je bilo na koncu prevzeti oblast na zemlji, v zraku in v vodi, če tako rečemo, ali na vodi. Zato bi rad povedal, da mi nismo začeli delati šele po plebiscitu, ker če bi začeli delati šele po plebiscitu, ki je bil enkraten in je svetu in doma povedal, da hočemo svojo državo, ampak če ne bi mi začeli tisti dan, ko smo prevzeli, potem ne bi bili pripravljeni na čas preizkušnje. Jaz sem vesel in ponosen, da sedim tukaj skupaj z brigadnim generalom Tonetom Krkovičem. On je del tega, česar sem prej rekel, da so karte padle skupaj. In slovenska osamosvojitev ima veliko elementov, predvsem pa ima veliko obrazov z imeni in priimki. Eden od teh priimkov je Tone Krkovič. On
On je razumel ne edini, ampak prav na začetku, da je pomenilo odzemanje orožja oziroma razorožitev ali kot rečemo tudi samo razorožitev, kajti takratno vodstvo teritorialne se je moralo strinjati s tem in se je strinjalo, pa še kdo. Torej, da je to pomenilo vojno napoved. Nisva edina, ki trdiva, da se je takrat začela vojna za Slovenijo. Lejte, jaz sem prevzel glavno politično odgovornost. In na dan izvolitve moje vlade se je začelo pobirati orožje. Mi smo se napotili na pot osamosvojitve praznih rok. Eni bi želeli praznovati kontinuiteto teritorialne obrambe, koliko 50 let ali koliko, ne? Ja. Kaj si češ pomagati z vojsko brez orožja? Z vojsko, ki je sama oddala orožje. In naj se spomnimo tudi, da je bila ta vojska, ta teritorialna obramba, je bila podsistem jugoslovanske armade. In tam je bila tudi glavna komanda. Orožje smo pa financirali iz Slovenije, to je pa drugo dejstvo. In Tonetu Krkoviču sta poverila dva človeka, dva ministra, ki sta v moji beležnici o sestavljanju vlade zapisana prva, Janez Janša in Igor Bavčar. Oni so se dobili in so se pomenili in dogovorili, da je treba začeti s pripravami na slovensko vojsko. Tone Krkovič je bil tisti, ki je prevzel to odgovornost, ki je doživel to zaupanje in je zaupanje tudi opravičil. Pod raznimi imeni, tudi jedro slovenske vojske, pa potem MSNZ in tako naprej, se je na tiho pripravljala slovenska vojska. Zato smo lahko en teden pred plebiscitom pokazali prvi postroj slovenske vojske in naj tudi tukaj povem, zlasti, ker vidim tukaj borce iz tistih časov, da ko sem vas tam videl, jaz nisem mogel reči drugače, meni je šlo težko z ust teritorialci, teritorialna obramba. Jaz sem tam videl slovensko vojsko, ki ni bila več podrejen sistem jugoslovanske armade, bi rekel formalno še, ker so bili zakoni, kot so bili, ustava, kot je bila in tako naprej. Ampak ti fantje in možje, ki so stali v Kočevski reki na ne najbolj topu dan in že nekaj orožja, ki smo ga dobili malo prej, torej ti so bili realna sila. Ti so bili vprašani, ali si pripravljen boriti se za samostojno in demokratično državo. Niso služili ideologiji, niso služili Beogradu, služili so slovenskemu cilju, slovenski domovini in tistim, ki so izrazili voljo po slovenski državi. Še enkrat bom rekel, če ne bi bilo teh priprav tako zgodaj, potem nam ne bi nič pomagalo kazati rekrute 13. maja, ali kdaj že to bilo 15. maja, ker ti od enomesečnega rekruta ne moreš pričakovati, da bo sposoben za najhujše boje. Tudi oni so bili pripravljeni vse dati, ampak mi smo imeli ekipo, ki je bila postavljena že prej in je bila jedro tega odpora. In tukaj bi se rad spomnil, pa čeprav tega nisem bil vprašan, ampak bi rad povedal še nekaj. Toneta Krkoviča že nekaj časa poznamo kot glasbenika in danes boste nekaj takih dokazov tukaj doživeli. Jaz sem pa nekoč pri profesorju Mikožu delal seminarsko nalogo iz Maistrovega prevzema Maribora. Tam je bilo na tavžente avstrijskih pa še kakšnih drugih vojakov, on je imel pa 300 mož in jih je postrojil tam in je rekel, prevzemam oblast v Mariboru. In jaz sem se včasih spraševal, odkje Maistru ta korajža. Veste, jaz imam svojo razlago, jo boste delili, pa ne. Majster je bil pesnik in pesniki vidijo dlje. Če bil samo
vojak, ker takrat še ni bil general in veste, da so bile težave s tem imenovanjem, kot so bile težave z njegovim imenovanjem. On je, veste, kadar pesnik doživi svojo srčno gostoto, takrat je ni sile. In jaz jemljem zelo resno generala Maistra tudi kot pesnika, ne samo kot vojaka. Tone Krkovič ni samo glasbenik, ampak zakaj jaz omenjam glasbo? Ker je takrat tudi delala ozračje. Nekdo je moral nastopiti tako, da je moštvo prepričal v pravi cilj in v pripravljenost. In naj se spomnim, to je mogoče že kdo pozabil, drugi dan vojne smo imeli mi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na začetku je bil štab pod mojo pisarno na vladi, kasneje se je preselil v Cankarjev dom, ampak drugi dan vojne je v Cankarjevem domu nastopil oktet Moris. Torej, fantje, ki meni rečejo komandosi, ki so znali vse, so bili tudi pripravljeni narediti vse, so znali, oziroma učili so se tudi, kako komu pomagati na drug svet. Ampak tam, ko sem jaz videl 8 naših vojakov, bom rekel tako, ki so nam prepevali lepe slovenske pesmi, sem rekel, to je ta pravo. Ne gremo samo s silo, gremo tudi s kulturo, gremo s srcem. In večina teh fantov... Večina teh fantov jih lahko poslušate in gledate kot prifarske muzikante. Torej, njim je muska ostala, z njo grejo naprej. Jaz bi rekel, mi dva s Tonetom se pa malo priključujeva, on je to začel prej. Jaz imam pa zdaj manj političnega dela, grem pa tudi nazaj v smeri muske, ker mislim, da Slovenija potrebuje eno dobro ozračje. Mi, če ne bi imeli pred 30 leti dobrega ozračja v vladi, v vojski, ki jo to ne postavljajo in še kje, ne bi spravili tega rezultata skupaj. Zdaj pa pridem končno do vašega vprašanja. Glejte, ste brali in gledali članke in tako naprej, kjer so se novinari in razni komentatorji in analitiki trudili povedati, kako smo bili različni, kako ga je Šešok lomil, kako ga je ta ali oni lomil in tako naprej. Mene briga, bom rekel. Za nas govori rezultat. Smo bili različni, smo bili včasih divje različni, smo imeli različno dinamiko po ministrstvih. Ne bi rekel, da se je kdo ustrašil, ampak imeli smo različne poglede, kako do tega priti. Vsak je želel Sloveniji dobro in tako je tudi prav, da smo bili različni. Ampak, ko smo se pogovorili, smo imeli eno voljo, en cilj, eno akcijo, zato smo uspeli in tako kot je razvita Peskova povedala, ta, ki je naredila en dokumentarc o moji malenkosti v zadnjem času, za nami je država. Za to vlado je država in ta vlada je bila odgovorna, da se to zgodi. Pripravili smo tudi tako rekoč vse zakone, to se je na vladi delalo, ne v parlamentu se je kaj dodalo in potrjevalo. Jaz sem doživel tiste 2 leti najbolj gost čas svojega življenja, tudi najbolj odgovoren del mojega življenja. Ni me žal, da sem skočil v to vodo, vesel sem, da pripadam generaciji, ki je doživela nasmeh zgodovine. Ampak zdaj še malo k nasmehu. Včeraj sem nekje drugje, ko sem z izseljenci našimi govoril, se rekel, Bog nas je pogledal skozi ta velik okno. Ampak mi smo morali videti, da se je okno odprlo. Če ne bi tega videli, ne bi videli svetlobe, ne bi videli prilike. To je spet en del teh kart. Imeli smo srečo, imeli smo pomoč od zgoraj, bi rekel, imeli smo razne situacije, ki so bile nam v prid, tudi zunanje politična situacija, ampak mi smo morali razumeti trenutek, razumeli smo ga,
pripravili smo se in smo zmagali. Danes pa, žali Bog, lep del slovenske mladine v šolah ne zve niti, da smo imeli vojno za Slovenijo. Torej se treba vprašati, kdo in zakaj briše zgodovinski spomin. Zakaj ne pove, kaj se je dogajalo. Tudi ne zveš v naši šoli, zakaj je do osamosvojitve prišlo. Se ne zve, da je bilo treba zamenjati en nedemokratičen režim in neko propadajočo državo. Glejte, zdaj se bom preveč segrel in bom, če je dovolj odgovorjeno na vaše vprašanje, bom zaključil, drugače lahko pa še dolgo govorim, kako je vse to no, še nekaj bi rekel, gledajte, to je treba povedati. Jaz sem vesel, da smo danes, da smo posebej pozorni na obrambni oziroma vojaški varnostni vidik. Ampak jaz sem moral, in zato so bili ministri, jaz sem moral pa kot šef vlade gledati celoto. In 27 ministrov, to je bil mali parlament, ker smo delali po starem zakonu, je vsak od njih imel svojo nalogo. Eden gospodarsko, eden socialno, eden kulturno, eden šolsko in tako naprej. In vsak je dobil kakšno porcijo v svojem času. In še to bi povedal, da če mi ne bi delali tudi na gospodarskem področju, bi se nam lahko zgodilo, da bi nam ne šlo tako dobro, kot nam je šlo. Niti enemu ni ugasnila penzija, recimo, v času osamosvajanja in tega prvih let prehoda. Povsod v drugih republikah se jim je to zgodilo, jim je kaj crkrlo, ko se reče. Mi smo se posvečali sistemu, pa tudi čist posameznim podjetjem. Ni se kar naenkrat dvignilo vse ljudstvo. Nekdo je moral priti z lučjo, razsvetliti slovensko temo, nakazati smer in ker je Demos zmagal z državotvorno idejo, zato je bil potem tudi plebiscit. Če Demos ne bi zmagal, ne bi imeli nobenega plebiscita. In ko so ljudje videli smer, ko so videli voljo, ko so videli na delu vlado, ko so videli postroj slovenske vojske, so rekli, mogoče pa to počlo. In so podprli plebiscit oziroma samostojnost z veliko več glasovi, kakor pa smo zmagali v Demosu. Moram pa reči, da jaz ne vidim stvari črno-belih. 6. decembra 90 smo se vse parlamentarne stranke po dolgih in sitnih pogajanjih zmenile, kako bomo šli na plebiscit. To ne pomeni, da so bili vsi za samostojnost. Smo se pa tudi z opozicijo, imeli smo tako politično kulturo, da smo tako pomembno stvar hoteli delati skupaj in smo prepričali opozicijo. Tudi ona nas je v kakšno stvar prepričala, ker na koncu je bilo treba sprejeti kompromis. Ampak brez glasu proti je bil sprejet zakon o plebiscitu in ljudje so to nagradili bolj, kot če bi šli na plebiscit razdeljeni. In to je tudi, s tem zdaj končam, to je po mojem tudi podlaga tega, tako misli tudi predsednik države Borut Pahor. Pri rezultatu 90% ali 95% teh, ki so prišli za samostojnost, mislim, da so tudi tisti, ki so kaj razmišljali o Beogradu, prišli do spoznanja, da ideja o peti koloniji ne bila dobra. In jaz sem vesel, da se v tej vojni in v tej preizkušnji nismo razdelili, da tisti, ki so imeli še veliko moči v svojih rokah, niso šli trdo proti, ampak so to dopustili ali pa v kritičnem trenutku celo sodelovali. Imeli smo trenutke politične enotnosti, ne samo ljudske enotnosti, drugače smo pa še maja poslušali, travo bomo jedli, dober dan, žalost. En teden pred proglasitvijo državo smo imeli veliko stavko, otroke srednjih šol so nagnali na ulice protestirati proti ministru Venclu in tako naprej. En mesec prej smo imeli mirovniško deklaracijo, mi smo s težavo nabavljali orožje, večina našega predsedstva, pa lep del parlamenta, pa še kdo celo v vladi je pa podpisal deklaracijo, da se razorožimo. To se nam je en let prej zgodilo. Skratka, ni bilo enostavno, bilo je zelo zahtevno, bilo je tudi tvegano, ampak
Izpit smo opravili in sem vam hvaležen, da ste me tako dolg časa poslušali že pri prvem vprašanju. Hvala, gospod Lojze Peterle. Dozvolil si bom povedati eno rahel dvom. Zelo pogumno je izjaviti, pa čeprav nisem bil zraven, sem pa sopotnik zgodovinskih dejstev, da je bila politična enotnost. To je zelo pogumno dejanje in sem hvaležen, da ga manifestirate med ljudstvom. Nekateri zakoni so bili v vseh treh zborih, če se ne motim, popravite me, gospod predsednik, sprejeti z enim glasom več. Se motim? Sem rekel v nekaterih. Aha, ok, super. No, zdaj pa mene, gospod general, brigadni general Slovenske vojske, Tom Krkovič, bi pa res vprašal eno zadevo, ki me pa navdaja vedno znova z negotovostjo. Namreč maksima ali sintagma, ali kakorkoli to vzamete, ali pa slovensko zaporedje besed, misli, ki so besedene, govorijo o 10-dnevni slovenski vojni. To se pravi, Slovenci smo imeli 10-dnevno slovensko vojno, žrtev skoraj ni bilo zaradi modrosti, preudarnosti, vojaške veščine, strategije, vizije in vsega ostalega. Ampak to je laž. Smo res imeli 10-dnevno vojno? Odgovor, prvi del odgovora bo takšen. Kakor za koga? Za kakšnega ni bila niti enodnevna. Znano je, da so takrat, kot imamo zdaj probleme okoli COVID-a, skoraj leto dni, je slovenski turizem pa tudi v sosednjih državah pa je na psu, tako da bo komaj preživel, vendar, ne? No, z razliko od teh okoliščin je takrat turizem v sosednjih državah, še zlasti sem slišal tega veliko v Avstriji, cvetel kot nikoli še prej. Torej, za tiste, ki so pač pete odnesli, ko je bilo hudo, ni vojna trajala niti en dan. Mogoče za kakšnega tudi 10 dni. To so vse subjektivni kriteriji in subjektivni podatke. Objektivni podatek je pa, in objektivna resnica je pa zelo, zelo drugačna. Tako da naj odgovorimo okrog 10-dnevne vojne. To je izmišljotina tistih, ki jim samostojna Slovenija, demokratična Slovenija ni bila intimna opcija. Te svitorepci, jaz sem bil, nikoli ne skrivam ničesar, nekoč sodelavec v raznih službah bivšega sistema, zato tudi te trike dobro prepoznavam. Konec koncev smo za kaj podobnega bili namenoma šolani. In to je eden od zelo veščih trikov bivših tajnih služb. Kaj pa so želeli s to izmišljotino 10-dnevne vojne doseči? In moramo jim priznati, hoteli ne hoteli, gledajte, celo ljudje, predstavniki takratne vlade, sedanjih vladnih garnitur, parlamentarci, morda mestoma tudi še kakšni ljudje, še na višjih rangih od tega, da ne bi imenoval. Praktično novinarstvo v Sloveniji z redkim izjemam, da ne uporablja te sintagme. Mene vedno, ampak res vedno znova zmrazi. To je debela laž, to je ena, bom najbolj, mogoče ena bolj ali pa celo najbolj zloveščih manipulacij, katere namen je pomanjšati vse in ponižati vse, kar je vezano na vrednote, ki smo si jih priborili, niso bile pridobljene. Namen tega je komparacija, kajti boj, ki poteka v ozadju in ga redki prepoznavamo, je sam boj zdaj, ko so seveda zgubili tisto vojno, ko niso uspeli ohraniti celovitost, ali pa bom drugače rekel, ker so pred mano ljudje, ki smo živeli isti čas, kot približno generacija, zgubili so seveda te kovine revolucije, tako se je to imenovalo, katerih en temeljnih postulatov je bila integriteta ozemeljska celovitost Jugoslavije, tudi komunistični režim. In seveda to je jasno, da tega ni več in da tega ne bo, ampak kar nekako ne morejo. Da ne bi pač se borili in se še vedno poteka v Sloveniji zelo izrazit boj za uveljavitev
kontinuitete z preteklostjo. Te sistemske kontinuitete ni. Seveda je kontinuiteta, nekoč je rekel, torej, Lojzetov prijatelj, pa tudi moj prijatelj, sem zelo ponosen, Jože Pučnik, nekje sem si dobro zapomnil, ne? Ker je prepoznaval to manipulacijo in rekel, ja, pa seveda je tudi takrat sijalo sonce, tudi takrat je tekla Sava in še marsikaj se dogaja. In tudi trava je rastla in tudi zima je bila in ne vem, kaj je bilo. Ampak to niso relevantni faktori v odnosu na sistemsko vprašanje, sistemske kontinuitete ali diskontinuitete. Ne bi želel biti preveč učen, ni danes namen moj to. Ampak vseeno, če sem bil že vprašan, povem in opozarjam. To je eno večjih kukavičjih jajc, ki jih vsi skupaj grejemo že predolgo časa. In jaz vedno znova na to opozarjam, moram priznati, nisem učinkovit. Zakaj je prav zbrana 10-dnevna vojna? To je res naštudirana stvar teh služb, ki so se s takimi rečmi ukvarjale desetletja. Zato, ker so ljudje pretežno prepoznali vojno v tem, da so tanki ven prišli, da so letala poletela, da so dejansko padala življenja, da so bili moji spoštovani soborci in kolegi ranjeni in da so dogajale pač tiste reči, ki jih ljudje splošno prepoznavajo kot nekaj vojnega. Vojna pa ni samo takšna. Zopet ne moram, da nisem malo učen. Enciklopediji, danes to ni težko v Google tipkati. Clausewitza, enega največjih vojnih teoretikov na svetu, pa boste videli, da tako piše. Vojna ima kameleonski značaj. Bilo jih je tisoče preteklosti, nažalost jih bo verjetno tudi tisoče prihodnosti. Ampak ena sama resnica je, ki jo on zagovarja, jaz se ji pa pridržujem. Kameleonski značaj pomeni, da drugi ni ista, na nek način morda podobna. To je bistveno razumeti v temelju in potem se lažje razume ta manipulacija. In sem zelo hvaležen, da sem bil s tem vprašanjem izzvan. Če ne bi drugega danes tukaj povedal, je to dovolj, kar bom, sem pa še malo bom povedal okoli tega. In bi želel apelirati na vse, dajmo ta trik prepoznati in dajmo ga prekiniti, kajti če ga sprejmemo kot dejstvo, potem zelo napačno razumemo celoten kontekst, ker se tiče vojaško-obrambnega sistema in veličine zmage v vojni za Slovenijo. No, torej, kakšna pa je bila, še to, namen v boju za uveljavitev kontinuitete. A ne opazite tega v 30 letih? Kako se je kar nekje po enih 3, v začetku to ni bilo, ampak po enih 3-5 letih se začuje opažati. Kar naenkrat začnejo pojavljati v zapisih, v debatah in v splošnem javnem mnenju. Paradigmatiziranje v času trajanja. S katero vojno? Kar naenkrat je bila ta 10 dni zato, da je bila neka druga 4-letna. In je to postal kriterij za kvalitativno oceno, če hočete. Norost, mislim, zame, to samo gledam in ne moram si nič pomagati. Torej, nekaj, kar je 4 leta, je avtomatično pomembnejše in več vredno kot od nečesa, pa če bi bilo 10 dni, pa če bi bilo tudi 10 ur. Tu je treba malo več vedeti. Vedeti je treba tudi še nekaj, kar je zapisal modrec in seveda vse splošno na svetu priznani Sun Tzu. Glasi se teorem tako. Umetnost je zmagati brez boja. Bolj kot se približamo vojaki tej tezi, večji je uspeh. To je v sorazmerju v tej relaciji. Poglejte, kaj nam siljujejo. In kaj je preprosto povedano sporočilo. Noro, dajmo pomagati, da se to prepreči, če ne bomo nikoli na glas zaprašli, pravimo pri nas. Kako naj bo pomembnejša za nacionalni interes, če to tako imenujem, vseslovenski interes, nekaj, kar je pobilo med seboj toliko in toliko ljudi. Seveda je bilo v tistem, nobena stvar na svetu ni samo dobra in samo slaba. So prvine, tudi moj oče je partizan bil. Nimam čist nikakršnega predsodka do tega vprašanja. Nekateri hoče to enačiti s tem, da črno-belo. Seveda ni bilo črno-belo in moj oče mi je pripovedal svoje zgodbe. On ni šel v partizanom zaradi komunizma.
ker je bil pa tiskarni centralnega komiteja partije, mi je pa povedal, da so pretežno tiskali neko literaturo, prevajali iz Rusije in to so potem tiskali in raznašali okrog. To so grozne stvari, iz tega vam prišle. Bi imel marsikaj povedati, če bi temu namenili poseben čas. Torej, hoče se vsi, da je nekaj, ker je 4 leta trajalo, pomembno je. Ne, ni. Stvar se meri po končnem cilju, po končnem rezultatu. In rezultat naše vojne, tudi če bi 10 ur trajala, je samostojna in demokratična Slovenija. Je velika vojna in vsega spoštovanja vredna. Jaz sem preživel 2 ure na 2. Dve leti z kolegi, tudi kolegica je bila, iz 50 držav sveta, 100 nas je približno bilo, 2 leti v Angliji, leto dni v Ameriki, na študiju visokega vojaškega menedžmenta, ampak še zlasti za Anglijo vam povem, 2 leti, veliko smo se vse mogočih stvari pogovarjali. Ravno angleški oficirji so me čestokrat dobesedno pucali, da se sploh ne zavedamo. V Sloveniji se je začela grozljiva balkanska vojna. Če ne bi tako, kot je rekel gospod predsednik prej, bili pravočasno zaznali namen, opravili strateško oceno in pravilno opredelili strateške zaključke in bili sposobni akcijsko narediti to, kar smo zaključili, da je edina rešitev, torej vzpostaviti slovensko nacionalno vojsko, kakršnokoli ime je že imela. Vam povem, to je moje mnenje, obstaja film, v Sloveniji jih nimamo, ker tisti, ki govorijo o 10-dnevni vojni, seveda, če bi samo 10 dnevih prikazovali, tudi nimajo res kaj dosti, mislim, nimajo dovolj materijala, da bi to celovito posneli. Vsega spoštovanja vrednih 10 dni, ampak vse me boste razumeli, kaj hočem reči. Kdor si misli, da bi zadeve kar tako šle, da bi iz Peker šli v obrambo in tako naprej, da smejim, prav jim pride, podarjajo Pekre in jaz, če tako govorim, zdaj bo rekli, Tone Krkovič ima nekaj proti Pekram. Čisto nič. To je veliko dejanje, vsega spoštovanja vredno, ampak to ni temelj obrambe Slovenije, to je nekaj drugi. Kaj hočem reči? Obstaja film in to ga je tujka režisirana, Angelina Jolie. Vam priporočam, pogledajte si ga, zaradi tega, kar bom zdaj povedal. Torej, temeljim to, kar bom pa rekel na moji hipotezi. Če bi Sloveniji ne tako zaznali, kot smo pravočasno, 15. maj 90, 17. maja 90, primerno reagirali in potem sledijo dnevi in meseci teh priprav, veliko obdobje popolnoma ilegalnih, na lastna ramena smo prevzeli to odgovornost. In vse do 25. junija bi se v Sloveniji, po mojem trdnem prepričanju, zgodilo točno to, kar prikaže ta film. Naslov filma pa je Dežela medu in krvi. To je film Angelina Jolie in apeliram predvsem na ženski svet, ki je nekoliko bolj občutljiv od moških. Priporočam vam, spoštovane dame, da takrat, ko greste pogledati ta film, ne jeste. In moje prepričanje, in bom govoril, dokler bom živ, točno tako bi bilo v Sloveniji, pa naš drugače. Žal, kaj človek spozna skozi leta in desetletja, na koncu, če ni krvi, zadeva nekak ni cenjena. Ne rab meni nihče priznam dajati, pa nam, borcem in ranjenim in mrtvim in tako naprej, če mu to ni volja, če tega noče. Ampak da se pa ne zavedamo, da smo to pridobili na račun našega razumevanja, empatije, srčnega razumevanja, pravilnega dojemanja, torej strateške ocene, strateškega zaključka, skorajžo, da smo šli v akcijo pod razmerami, ko nikdar več pozneje, to so mi Angleži pucali mene. A se sploh ne zavedate, Slovenci, da jugoslovanska armada, 4. najmočnejša armada v Evropi, nikoli pozneje več ni bila močnejša kot takrat, ko je začela smrtonosni pohod balkanske vojne v Sloveniji. Glejte, in mi sami sebi dopovedujemo, da to ni tako in da je to bila, ne vem, neka opereta in tako dalje. Tako da, na tej točki bi zaključil.
Slovenska vojna ima svoj začetek, ima svoj definitivni konec. Njen začetek je tam, tu ponavljam, predsednika vlade, 15. maj 1990 je bil izdan ukaz. Ta ukaz je seveda bil iniciran v Beogradu, ampak od tu naprej, pa tam pustimo, katera imena, tu tam so slovenskega rodu ljudje zdravo. Pa naj bodo v Beogradu, ne bom sploh omenjal. Začel pa imenovati poimensko iz Zagreba naprej. V Zagrebu je bilo takrat poveljstvo, ki je direktno bilo nadrejeno poveljstvo v Sloveniji. To je bilo poveljstvo vojskovališča, njemu je načeleval oziroma poveljeval, pravilno rečeno, general JNA Konrad Kolšek. Kolšek je slovenskega rodu, bil, je pokojni, in to nekje iz štajerskih, no, vidiš, celo vedo natančneje kot jaz. Torej, po rodu Slovenec, vidi, kaj hočem povedati. To povelje je brez zadržkov in za vso avtoriteto prenesel na nižji nivo poveljevanja, to je bila Ljubljana. V Ljubljani je temu poveljstvu poveljeval Ivan Hočevar, nedavno preminuli, in ker sem že pri besedi, apeliram, dajte prebrati, ne delam reklame za časopisa, pač tam je objavljeno. Na spletnem portalu Nove24 izhaja, mislim, da je že 6. nadaljevanje Feljtona, kateremu mentor sem, mlademu novinarju Ivanu Šokiću. Imate na prvi strani pasico, kjer boste kliknili gor in boste prebrali lahko tudi tisti, ki niste še prejšnjo. Prosim, še zaradi tega, ker smo se spoznali in jaz sem mentor, hočem, da je to napisano enkrat tako in potem seveda izzivam vsakogar, naj mi učita, naj me popraša po obrazložitvi in po argumentaciji. Vam povem, tudi en sem mi tega ne bo naredil, ker mi bo težko učital karkoli, ker tu piše resnica. In to je že lepo opisano v Feljtonu. Skratka, Hočevar, general slovenskega rodu, general JNA, iz Kostanjevice doma. Tisti, ki se je moral lastnoročno podpisati, tako čitljivo, da bi ja v bodoči zgodovini neke nove Jugoslavije bil heroj nad heroji. Kajti to vrstna ambicioznost je bila značilnost družine Ožbultov, ki so seveda zopet Slovenci po rodu, doma so pa iz naših koncev, iz Kolpe, zgornjega dela toka reke Kolpe. In nadol, bolj ali manj 90%. Vsi tisti, ki so pogojevali izvedbo tega zločinskega dejanja. Ene največjih velezdaj, če ni prav največja v zgodovini, ne bom tu se opredeljeval, ampak zagotovo sodi med nezaslišane izdaje, to je razorožitev Slovenije. To je bilo zelo premišljeno dejanje, katerega namen je bil kaj? Samo eno. Vedeli so, da ko je Peterletova vlada zaprisegla, in še to bi rad povedal, ta vlada je prisegla pod vojnimi pogoji, tudi to bi kazalo večkrat povedati, čeprav ni bila tista vojna, še stanki na tleh, ampak ker je bil ukaz izdan 15. maja in v parih dneh se je speljala ta grob razorožitev. Slovenija je bila dobro, moderno oborožena. Slovenci smo sami kupili to orožje. Ukradli so ga. To so prave besede, ki povedo o tem, kaj se je dogajalo. Ne pa tako, kot je pisal ta ukaz, premestitve. Ne vem, kaj vse so nam hoteli pomagati. Joj, ja, tako pomoč rabi človek, ja. In smo kupili propagandni stroje, tudi naredil svoje, kjer je podpiral to dejanje. No, torej, razorožitev je bila speljana in kot vojak moram delovati športno. Jaz jim priznam, to je bila vrhunsko izpeljana operativna akcija strateškega pomena. Vojaško, seveda. Je pa, rekel, resnično žalostno to, da so ji poveljevali in načelevali jugoslovanski oficiri slovenskega rodu. Tako jaz razumem to zadevo. In tu smo bili, tu se je začel pa prelom in prvi povračilni udarec je vezan na 17. maj. Skromni začetki, kot se vedno začne, kot je, ker je tu spoznava mojo prijateljico, če tako lahko rečem, se dolgo leta poznava, pa vem, da je iz medicinske stroke,
jaz se pa na stroku tukaj samo mečkano razumem, kako bi rekel, če se smem malo pošaliti, ne, kar se ginekologije teče zgolj amatersko. In tu je bil embrio, to se je zgodil tisti trenutek spočetja, ki ga resnično v svoji filozofiji obravnavam kot čudež. Zame čudež ni rojstvo, rojstvo je posledica, čudež pa je spočetje. In tu je točka spočetja in zagovarjam filozofsko tezo kot vojak in kot človek. Na tem svetu so najpomembnejši začetki. Kakorkoli obrnemo, privatnem življenju, v kateremkoli pogledu. In začetki imajo vedno enega človeka. O tem je predsednik prej govoril v neki drugi obliki. Vsi drugi so drugi. Ampak nažalost s časom nekateri izmed drugih želijo postati ali pa vsaj vzeti del tega primata prvih. In to se v Sloveniji res že predolgo dogaja, tako da zaključil bom s to mislijo. Dajmo zadeve skušati po 30 letih pa čas malo drugače razumeti, tudi drugače napisati. In to tudi je bilo prerečeno. Dajmo že začeti enkrat mlade ljudi učiti, mlade ljudi učiti v šolah, kajti premnoge generacije so nam med prsti spozile. Brez temeljnega nauka in temeljnih vrednot nobena vrednota ni za vekomaj. Nič na tem svetu ni za vekomaj. Če je kaj pravilo v vojni, za nas, ki smo vojaški voditelji, se moramo tega dobro zavedati in da že življenje nasploh. Da je samo ena stvar stalnica, spremenljivka. In če ne čuvaš tisto, kar ti je drago, pa bom še nadaljeval pri moji gospe, kolegici, da se zdravja zavedaš, ko zdravje imaš, a ne da, draga moja, zavedati se takrat, ko je odšlo, je malo morven. In ne bi želel, da se nam to zgodi pod pogoji in idealnimi pogoji, ki jih nikoli ta narod še ni imel. Hvala. Jaz bi rad kot nevojak nekaj povedal o žrtvah. Eni so res tako razvrednotili zgodbo o tej osvobodilni vojni, da nepoučenega se da zavest s takimi stališči. Tudi na, recimo, kakšen italijanski zunanji minister De Michelis je govoril o gostilniškem prepiru. Dajte, mi bi imeli lahko prvi dan 1000 žrtev. Kaj šele kasneje, ko smo imeli obkrožene vse kasarne, ko smo jim vzeli vodo in elektriko in je bila panika not in neznosno, ker oni so sam še svinc čutili okrog sebe, ne? Pa ga nismo uporabili. Torej, problem naš ni bil ta, da ne bi mogli tega narediti ali da bi se bali tega narediti. Bom povedal še en podatek. Jaz mislim, da mi je Janša povedal, da odkar je bil ogenj odprt, če tako rečem, je trajal 6 ur, preden je prvi uporabil petelina, če tako rečem, preden je prvi sprožil. To tudi govori o nas, kaj nam je življenje pomenilo na vse zadnje. Glejte, mi bi lahko tudi tanke zarem brusti, enega za drugim, ker so bili takole lepo nastavljeni, enega za drugim bi spikali, tukaj smo pa imeli, v rokah, če tako rečem. Še marsikaj drugega bi lahko, torej mi bi lahko na 1000 žrtev, ampak smo silo pokazali, samo toliko, kolikor je bilo, bi rekel, nujno potrebno, drugo smo želeli narediti s političnimi in diplomatskimi sredstvi. In jaz sem vesel, da je vse to delovalo tako, da je bil rezultat ta prav. Seveda bomo dali publiki, absolutno. General je odlično povedal, jaz ga spremljam že nekaj let. Zaključila pa se je ta vojna slovenska, saj v tistem artefaktu vojaškem, pa z izgonom
zadnjega, ne z odhodom, z izgonom zadnjega vojaka jugoslovanske Kobajage ljudske armade iz teritorija, iz prostora Republike Slovenije 25. oktobra leta 1991. Samo še eno vprašanje za osamosvojitvenega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta. Lojze, povedali ste mi, da je v vaši vladi bil kar trend, to je šala, za področje sociale, da so vsi hoteli prevzeti področje sociale, ki je bilo tako atraktivno in krasno in fino. Kako je bilo s tem področjem sociale? Nekje malo stran čez mejo bi rekli, ne čujem dobro. Kot predsednik vlade vam bom iskreno povedal, da sem imel zelo malo dobrih kandidatov za prevzem ministrstva za socialo in nobenega za ministrstvo za borce. So ljudje mislili, da bomo s tem zaključili. In pa sem dobil ministra za borce iz Kučanovega kabineta na predlog šefa borcev. Tako so se zadeve. V vladi sem imel sina Vide Tomšič, je bil super minister za energetiko. Še zdaj velja, kar je on takrat postavil v tisti vladi. Je bil velemojster za to. Prišel je pa not preko zelenih in je dobro delal. Pri sociali pa, glejte, tisto, kar sem jaz dobil imen, nekatere sem sam poiskal, nekatere so mi predlagale stranke, ampak jaz nisem videl človeka s korajžo in znanjem, ki bi to zvozil. In pa sem vprašal enega profesorja s FSPN, takrat je bil še FSPN, se rekel, povejte mi, kdo to dobro razume, kdo to obvlada, kdo to zna. Je rekel Jožica Puhar. Jaz sem jo poklical, ampak ona je bila v komunistični stranki. In sem bil presenečen in rekla, jaz sem študirala tržno ekonomijo in sem gledala Demosov program in sem si rekla, to je pa tisto, kar je treba narediti. In ko sem jo jaz poklical, je bila ona na nek način že pripravljena. Ona je vedela, da gre k kraju zgodba in je naštudirala stvari, ki jih je potem tudi delala. In je ena od najbolj ponosnih ministric ali članov vlade, moje vlade, da je bila v vladi, da sem ji zaupal in je enkratno sodelovala z ministrom za industrijo Rejcem, ki je bil bolj mojster za podjetja kot nekdani direktor Alpine in tako naprej. Ona je bila pa bolj sistemska in sta hodila od firme do firme oziroma kljuke njunih ministrstv so se topile od rok direktorjev, ki so vsi seveda najprej želeli pomoč, ker slika je bila, se opravičujem, moram le to še povedati, ker smo to že malo pozabili, ko je bilo. Ko sem jaz prevzel vlado, je šlo gospodarstvo dol z -8%. -8% je padalo. Danes smo veseli, da raste spet. Imeli smo 400 podjetij pred stečajem. Imeli smo tretjino preveč zaposlenih, ker so takrat kar zaposlovali, kar umetno, in imeli smo dvomestno inflacijo na mesec. Tega v Bruslju niso, so se rekli, ti si fantast, ti si izmišljaš. Na Zahodu se ne morejo zamisliti, da imaš 20% inflacije na mesec. Ko smo naš denar uvedli leta 1991, je bila inflacija 23% na mesec. In takrat smo bili vsi milijonarji, če se spomnite. Po prašek smo hodili po celot Spotrst. Vozili smo se pa vsak drug dan. Dajte, večkrat, da se spomnimo, kako je bilo. Mi smo začeli takoj spreminjati okvirne pogoje. Direktori, Marles, Titan in tako naprej, so hodili v Sloveniji, se ko fantje čim prej v vodo skočite. Na trgu sem pozabil, na jugu sem pozabil, blokada slovenskega blaga v Srbiji. Se ko v vodo skočite, preorientirajte se na zahod, sprejmite zahodne, poslovne, etične in ekološke standarde
In tisti, ki so, in takrat smo tudi, grda beseda je bila, se je govorili, da je treba podjetja spucati, ne. To pomeni, da je bilo treba priti do zaposlenih, kolikor jih firma potrebuje, ampak tisti, ki so prvi skočili, vključno z Marlesom, so čez nekaj časa zaposlili več ljudi, kot so jih imeli prej, ne. In slovensko gospodarstvo, tega sem zelo vesel, je dokazalo veliko sposobnost prilagajanja, ustvarjanja in tako naprej, ne. Tako da sem ti hvaležen za to vprašanje, ne. Torej, takrat ni bilo, sem rekel, sem imel zelo pisano vlado, ampak z ozračjem delovnim, kakršnega ni bilo doslej v nobeni drugi vladi. In v moji vladi tudi minister za kulturo komentiral ministra za gospodarstvo, ne. Enkrat je rekel Krajnca, čakaj je rekel Menzinger, je rekel, knjiga je kot klobasa. Je Capuder skočil tako, da se mislil, da v počel, ne. In smo imeli super debate, ne, takih ni več, no. Ampak to so zdaj odsvirki, ne, da ne bom. Spoštovani publikum, kot vidite, sem se premaknil, čeprav težko, sem že star, sem letnik 59, pozna trgatev Jagodni izbor in bi zdaj prosil kakšno vprašanje iz publike. Jaz bom kar določil in nekaj bo nekaj vprašal, ne mi jih to roko dvigne, ker še ne mogo res nekaj določiti, evo, trbe. Hvala vam lepa, če ne bi iskal še 100 let. Kako se vidite, ste dobro? Resno? Nešto slišim, ste dobro, ne? Evo, že se predvijam k vam. Izvolite, mikrofon je vaš. Sem kaj gledati, vam vse, ali se put, pa mora vse kontrolirati. Jaz bi sem nekaj povedal. Jaz sem bil zadnji slovenski, en izmed zadnjih slovenskih nabornikov v JNA in takrat je bilo zelo napeto v JNA, kar se naš Slovencev tiče. In sem vesel, niso nas pustili niti, da bi glasovali za plebiscit, jaz sem nekaj tukaj glasovanski koži. Mi smo pričakovali te glasovance, pa jih ni bilo. Tako da sem zelo vesel, da je do tega osamosvojitve prišlo in sem komaj čakal, da pridem domov iz ene okupacijske vojske. Da bi pa gospoda Peterleta vprašal, kaj se je takrat dogajalo in kdaj se je začelo govoriti o samostojni Sloveniji? Ja, prej sem rekel že, da naš narod je s to idejo, veste, kdo je imel enkrat svojo državo in mi smo pred več kot 1000 leti imeli nekaj, kar je takrat veljalo za državo. Eni govorijo o plemenski zvezi in tako naprej. Potem smo imeli Karantanijo, v kateri so do 1414 so še kneze na Koroškem volili oziroma ustoličevali po slovensko. Ne? To vedo celo v Ameriki, kot nam je Clinton povedal, ko je bil pri nas. Ta misel je bila skozi navzoča, ampak glejte, če greste med obema vojnama, je imela Slovenska ljudska stranka tako punktacije, mislim, da leta 1933. Ne? Pol po vojni je tako imigracija, je imela kar nekaj časopisov, ki so, eden se je celo imenoval Slovenska država v Kanadi. Ne? Rekel, tam je bila ta ideja zelo močna. Če berete Životovo neminljivo Slovenijo, boste videli, da je bilo to zelo močno. Erlich Lambert, dr. Lambert Erlich, ki je padel prvi kot žrtev revolucije, je bil nosilc te ideje pred vojno že. Ne? In mene čudi, da so šli na njega na začetku, ne? Ker je bil, rekel, tudi idejni nasprotnik, če tako rečemo, ne samo politični. Ne? Partiji takrat ideja samostojne države ni pasala. Ne? In ko smo mi
ko smo študirali zgodovino, vprašali naše profesorje Cviterja, Gestrina, Grafenauerja na brucovanju zgodovinarjev leta 67, kaj bi rekli, ko samostojni Sloveniji, so rekli, fantje, ne sanjajte, bodite realisti, to ni mogoče. Zraven mene je gospa Tična Evelina, ki mi je rekla, Roman, dajte vi postaviti to vprašanje. In ji bom naredil to vstup. Torej, spoštovani general Slovenske vojske Anton Krtelj. A je res, da ste bili vi v svojih mladih letih aktivni član UDBE in pripadnik zaščitne partizanske brigade Edvard Kardelj Krištof, ki je v Gotenici bila vežbana za to, oziroma ne samo za to, da bo varovala partijski vrh SRS, ampak da bo šla tudi proti lastnemu narodu. A so vas res vežbala za to in da ste bili res član te brigade? Vse in še več od tega je res. To je kratek odgovor, ne? Zdaj pa, kako je to izgledalo? Jaz sem že prej omenil očeta, kot vsi mi, jasno, sem imel svojo mamo, pokojna, ki pa je pripadala brez njene opredelitve, kajti jaz izhajam iz kmečke družine, mi smo s kmetije doma, jaz sem fant, ki je bil od malih nog naučen vseh kmečkih opravil, potem, ko sem mačko odrasel, tudi tistega prijetnega, se veste, katero je najlepše kmečko opravilo in tako naprej, čist naravno rastel gor in živel, se učil. No, in moja mama pa je, pač okoliščine so bile takšne, da je pa bila iz družine, ki pa je pripadala nasprotni strani, za katero se je oče opredelil. Zato sem nekoč rekel po govoru našemu najnemu prijatelju, tudi tole lahko povem, da imava eno poseben tretma pri našem predsedniku države in vrhovnemu poveljniku in to meni kar velik pomen, moram reči več kot kakšna odlikovanja, jaz sem malo atipičen vojak, no, mi to ne vem koliko velik ne šteje, tako kot kakšnemu, ampak mi zelo velik pomeni, da ko prideva k njemu na obisk, dobiva whisky on the rocks, rečejo temu, ne. Mi dva, kljub temu, da je on popolni abstinent, ampak to meni pa šlo za nekaj pomen, no, ena lepa gesta je, mimo grede sem rečem, ne. No in sva imela nekoč z njim tudi takem, na pol privatnem pogovoru, debato tudi o tej težavi slovenski in jaz mislim, da je to ena grozna stvar, ki se nam dogaja, katero tudi, če hočemo na dolgi rok preživeti, moramo tako ali drugače urediti in jaz ne verjamem v ureditev brez podlage v popolni, čisti resnici, v kesanju vseh tistih, ki se imajo za kaj kesati, za obsodbo slabega in za priznanje dobrega in na tem temelju temelječo spravo na koncu med nami. Če ne bo tega, potem se nam dobro ne piše in kot sem prej rekel, nič ni zavedno, Bog ne daj, da zgubimo to, kar imamo. No in to, kar sem bil izvan, sem rekel torej našemu prijatelju, predsedniku, poveljniku Borutu Pahorju, vse se dam naučiti. Danes in dokler bo živ, res se želim učiti. Tudi inštrumente, jaz nisem harmonikaš, sem po specialnosti glasbeni, začel sem kot violinist, se imam za kitarista, to je moj inštrument, ampak vidite, človek se nauči marsikaj in mi je prav lepo zdaj, ko nekako postajam zaresen harmonikaš. Pa še kaj se bomo naučili, če bo treba, ne? Vse se da. Z mene še kaj bo, pravi predsednik. No in kaj sem ga prosil, sem rekel, predsednik, vse se dam naučiti, ampak ene stvari pa prosim mene ne učiti in poučevati. Kaj in kako izgleda sprava? Kajti to spravo, nas je 6 otrok doma na kmetih, 3 bratje pa 3 sestre, tudi jaz, vključno z mano, oni pa itak sploh, ker so se s tem več manj ukvarjali v življenju, mi sploh nismo razumeli spora, ki je pred doma bil. Moja mama ni bila nič kriva, če bi izhajala iz družine belogradistov in moj oče nič kriv, ker je bil pri partizanih. Je šel s prepričanja, na obeh stranih domoljubje podlaga. Na koncu pa se je zgodilo, kar se je in samo se ni, ker se samo nič ne zgodi.
In te ljudje, ki so to naredili slovenskemu narodu, jaz za njih pravim, s takimi jaz ne želim imeti upravka. Najkrajše povedano. Kakšen prepad, kaj se pa je zgodil, pa sem jaz doživel doma. In veliko zgodb dobil od mame, veliko dobil od očeta, jih nisem takrat razumel. Pozneje, ko sem pa seveda začel v globalu dojemati stvari, mi je pa na mojem vzorcu, moje družine, čisto vse jasno, zakaj gre. In če hočete, ključ tega, da sem speljal svojo vlogo, na katero bom pa jaz, kot je rekel predsednik prej, da je to največji projekt in torej isto za mene, največji projekt v življenju si štejem in za najplemenitejše dejanje, največje, nikoli ga ne morem, pa če se bom naučil še, ne vem, igrati na dude na koncu in ne vem kaj, to se malo hecam, jaz sem bolj šaljiv človek, seveda šalim, torej celo malo neslana šala v primerjavi s tem, ampak nič večjega v življenju ni možno narediti, nisem mogel narediti kot to, da sem takrat, ko je bilo res tako delikaten moment, speljal projekt, ki ga poznate pod poljudnim imenom manevrska struktura narodne zaščite. Tu bom nekaj rekel, kakšne stvari. Ljudje me vprašajo na takih tribunah, in zdaj konkretno imam v mislih Vrhnikov, pred polno dvorano, pa kakšno za Boga preobrazbo ste mogli v življenju narediti? Udbi, v sekuritateju. Zdaj zadnje čase govorim po televiziji, ker bi raz za sabo pustil čisto resnico. In danes sem rekel, vam, gospa novinarka, da se mene lahko vse vpraša, celo želim, da se me provocira, da lahko kaj odgovorim, pametnega. Torej, vse me lahko vprašate. No in rad bi vam to povedal. Na nek način je bil žrtev moja mati, če je kdo mučenik na tem svetu, je bila moja mama. Oče na zmagovalni strani, obiskovali so ga veljaki partijski, ker ni bil funkcionar, nikoli v partiji ni bil. Bil je v tiskarni centralnega komiteja na tajni lokaciji, ekonom, bil je glasbenik, bil je človek, ki so ga ljudje imeli radi, kot človeka, ker je bil pošten, pa velik socialist, pretirano. Celo to vam bom kdaj drugič povedal, kako me je na rekovajih, ne bom rekel besedno, ki je zapisana direktno, ampak tukaj je bil pošten, ker so šli cepiti otroke prodavici, da bom na hitro to, ker hočem povedati, sem, da bi karakteriziral očeta, da je bil. In je cepivo podobno prišlo ven, kot zdaj za COVID. Pa so prišli domov nas cepiti otroke, mi nismo bili, pa smo bili kmetje, pa obrtniki, gostilna je bila pri hiši, pa mama se s pletilstvom ukvarjala. In torej nismo bili revni vsaj za časa mene, moji bratje pa sestre so pa tudi probali veliko težje čase. Ampak kaj hočem reči? So prišli in je oče vprašal, takšen socialist je bil, a treba to plačati. Ja, ženske, medicinske sestre so prišle, kaj bodo zdaj one plačevale, sveda, treba je plačati iz groš. Sploh ni bilo vprašanje tega denarja. In moj oče vprašal, to je ena od anekdot, ki jih bom jaz zapustil v knjigi, da boste me bolje poznali. Tudi na dan, ko sem se rodil, je zanimiva zgodba o Rdeči Fani ob 2 popoldan, 18. maja 56. Ma grem nazaj. Je rekel, moj oče pravi, kaj pa tisti, ki pa tega ne morejo plačati? Tudi takšni ljudje so bili, ki tistega groša niso imeli. Ja, so normalno ženske rekle, pa če ne bomo mogli cepiti. In moj oče je rekel, in gledajte, se mu poklanjam med zvezdami, če pa mora revež umreti, naj pa umre tudi naš. Vidite, to je primer poštenega socialista, socialnega človeka, kakorkoli. Takšen je bil moj oče v tem vprašanju. Torej, ampak je šel partizane iz prepričanja in do zadnjega verjel, da je to bilo prav, da je šlo za slovensko stvar. Ni šlo za slovensko stvar, tudi če je šlo pri nekaterih. Predvsem je šlo za tisto drugo. In to je tisto, kar je naredilo, pustilo tako grozen madež in trajno posledico na tem narodu, da ne moramo nikakor od tega ozdraviti. No, vidite, in zdaj Romanovo vprašanje. Prišel sem v te strukture in, gledajte, ko sem prej omenil Felton, še nisem mojemu prijatelju Lojze do tega povedal, Lojze. Jaz sem eden redkih ljudi, ki so se opredelil za takšen način, jaz ničesar ne bom skrival. Jaz bom javno objavil mojo udbovsko preverko. Pa boste prebrali, kaj piše not.
Hvalijo me, kot me hoteli prodati. In takšnega so rabili. Vam povem, znal je Maček kadrovati. Jaz sem deloval pod Mačkovo komando. Torej, pod komando enega največjih zločincev tega naroda. On je bil pooblaščenec Tita za to, da se opravi na koncu za drugače mislečimi in z vernimi in z pač ljudmi. O tem lahko govorimo na naslednjih tribunah, vam bom veliko zanimivo lahko povedal. Roman je rekel, da so nas učili uporabljati sredstva in načine, da bomo naš narod tepli. Ne, niso nas učili samo. Jaz vam povem, jaz nisem bil šolan, zadnjič me vpraša nekdo, slišimo, da so vas šolali v bivši državi, v Pančevu, v obveščevalno-varnostnem centru za protiterorista. Nič me niso šolali za protiterorista. Šolali so me za terorista. Ja, napišite novinarji, to je resnica, ki jo moramo, tako da bo lahko gospod župan in drugi, do zanimivih tribun, sem mačke sektore določimo, pa vam bom iz marske z prve roke povedal, kar ni moč prebrati pa slišati. To je bila bivša Jugoslavija. Tam smo imel mnoge kolege iz tretjega sveta, slučajno Zimbabvejce, se spomnim, ker sem pozneje skozi študij v Angliji imel izborni predmet po Saharsko Afriko in sem bil na njihovih vojaških akademijah v Zimbabveju pozneje. In sem se te zgodbe spomnil. Teh fantov, mladih, ki so bili tam, smo bili sošolci. Tito jih je šolal za terorizem. In kako je izgledalo prej, veseli, še napili smo se ga čas skupaj, pa je tazga, luštno je bilo, razigrani 2-3 mesece prej. Ampak 2-3 dni predno so šli tam, sem pa jaz tudi na lastne oči videl ljudi, ko vedo, da najbrž čez en teden jih že pol ni bilo več živih. Tudi to sem doživel. Čakaj, do konca to zgodbico, prosim. Ja, ker je pomembna, je nenavadna. Tudi to je res. In kot je rekel Roman, ne, da so jih usposabljali. Ne, jaz sem jih šolal za to. Ker ti moja vloga v tej brigadi, zbran sem bil pa po liniji očetovih referenc, ki so ga sprejemali, in ko boste prebrali mojo preverko, bom objavil, je pa zapisan stavek. Vse sem, se pravim, kot da bi me dal na trg, pa bi rekli, lej, moram ceno damo, ker je to dobra roba, prodamo in bi bil kupljen. Ampak en stavek je pisal in ga boste brali. Brata od mame bila ubita kot BG. BG je bila kratica za belogradista. Jaz sem letnik 56. To je pisalo, torej 20 let po vojni, še vedno. In nekoč je rekel Jože Možina, znan zgodovinar in novinar, tako v najnem pogovoru, zdaj bo vajni 6-7 ur, pa jaz snemala moje pričanje, boste videli, da bo marsikaj zanimivega, ker hočem za samo pustiti resnico. Samo resnica. Ne, mi je rekel, a je možen pod vsem takim, kar te spoznavam, da si bil napaka, v kadrovanju, kajti kadrovanje, tehnično in strokovno gledano, veste, danes niti približno tako ne znajo. To je bilo res pedantno, ni bilo propustov. Ampak so popustili, jaz vem na kateri točki, ker sem generacija, predolgo so sami vlekli, niso si vzgajali naslednike, se jih tudi ne bi mogli, se sistem bi itak se zrušil vase, ampak pustimo. In kar naenkrat je prišlo pa dost. In so nas tudi tašne spustili noter, ki smo imeli tašen madež. In glejte, kaj vse me je reševalo? Mene ponavadi vse posod rešila nekak mamina žrtev. Tašnega kot sem, tudi jaz rečem zase, bi jaz ugradil v bivše varnostne službe. To je moja specialka. To sem dokazal na naši strani. In to je moj talent. Posedujem karakteristike, ki bi ga, to so mi tudi v tujini dali vedeti, mu dali pravo mesto v teh službah. Kaj pa me je očuvalo, mamina žrtev? Človek, ki je bil sklicajem, da sta od mame 2 brata bila ubita kot belogradista, ni mogel iti v partijske vodilne funkcije, ni mogel, pa sem bil član Zveze komunistov, vsi smo bili vsi, tisti, ki smo bili aktivno not. Vsi to je bil kadrovski pogoj. Koliko je pa mene ta komunizem ali pa socializem zanimal, to je pa druga zgodba. Vsaka vaška punca, veliko bolj kot tole. Muska pa še bolj, ne? Tako da, tako je pač bilo, treba resnico povedati po tem času. Pa bili smo not. In tu me je očuvalo, da so me pa kaj vzeli. Kot talenta prepoznali, boste videli v meni talent za moj poklic, za mojo stroko, ki jo imam rad. Torej, jaz se imam za sestavljenko v mojem profilu vojaka v kombinaciji z glasbenikom.
To sta dve moji karakteristiki. Druge so za mene, vsaj tako kot sebe poznam, postranski. Ampak gledajte, po tej karakteristiki so me zbrali. In zato so me šolali, tako rekoč v vseh učnih centrih, ki so jih imeli. Zakaj pa? Ker je bila ta sekuritate, Slovenija je imela isti sekuritate, popolnoma karakterističen za, recimo, za podoben, kot je ta romunska zadeva bila. Ne, se potem tudi nosijo te strukture, to je eno ime, sekuritate, se vemo vsi, kaj povem prevodu, ampak to je prav ime, to je sinonim za to vrste enote. 2700 ljudi, veliko intelektualcev, če hočete, dr. Miha Brejc, ki sem ga jaz predlagal, on je moj predlog za prvega šefa tajne službe naše samostojne Slovenije. Izhaja iz te brigade, moj kolega, in jaz sem mu zaupal, in mnogim drugim. Seveda, na račun tega, kar sem vedel, sem pa tudi v pravu, ko sem moral sprejeti to sekuritate pod novimi pogoji in jo pripraviti za elito, ki bo branila naše najpomembnejše institucije. Sem pa upravil temeljito selekcijo, ki sem jo imenoval departizacija te takratne enote. Vidite, kako izgleda ta prehod? In seveda v tej brigadi, ja, jaz sem užival v tem, ko sem učil ljudi, ker to je bila moja karakteristika in stroka, ki sem jo ljubil. Ste videli, kako piše, kako sem me cenili po vprašanju vredovanja brojnih veščin. Raznih tehnik, jaz sem bil fant, ki je nisem pil alkohola, pridem noter, imel sem pa šefa, ki je popil dnevno liter pa pol vinjaka Rubina, ki je bil morilec. In verjetno ni mogel spati in preživeti, da ni tega naredil. Do diskrepancije prihajajo. Jaz sem zjutraj tekel 8 km bos v službo, zaradi svojih potreb in ambicij, ki sem imel. In filozofija poznejšega Morisa. Vse se mi je rodila ti vzdan, ko smo jo začeli. Je bila že takrat, sem dobil pa to dovolj, da bi jo speljal, seveda. Tako da veliko vam bom o tem lahko še povedal, še zlasti bom napisal. Ja, bil sem vse to in še veliko več, kar si rekel Roman. In to je zelo žalostni del zgodovine, je pa del ne moje. Jaz zato to javno govorim in bom čisto vse povedal, ker človeku, konkretnemu, pa nisem v življenju storil nekaj, kar bi bilo, se lahko imenovalo žalega. Mene ne brigajo dosti, sem tak posebnež neke norme, takšne in drugačne, ki si jih institucije spomnejo, pa potem se uveljavijo, ne uveljavijo. Moja norma in moj kriterij za prav ali narobe je moja vest. Tako da vse bi lahko to povem, ste vedeli. In kar moja vest prenese, in prenesla je marsikaj, na današnji dan pred 30 leti, spoštovane dame in gospodje, ja, sem se streljal helikopter nad Ljubljano. Pa še kje je bilo treba kaj podobnega narediti. In na to bi mogli biti ponosni, da smo bili ljudje, ki smo to znali. In opravil sem, predno sem to naredil, zlahka svojo vestjo. Mi nismo za to bili krivi. Tam ni imel kaj iskati. Imel je vse možnosti, da bi preko Janč šel na našo stran. Danes pa seveda v tej čudni Sloveniji delamo pa iz takih ljudi heroje. In meni hočejo, so me dali zopet na zatožno klop 15 let zapora za krut umor in ne vem kaj. Nikogar nisem jaz moril. Niso imeli kaj iskati, ampak da so pa svoj posel pravil profesionalno, je pa tudi zasluga temu, kot pravim, moji mami, ona me je varovala, njena vloga, da me niso zapletli v kakšne čudne službe, ki bi me skoraj sigurno, in da so me šolali za stroko temeljito in vse to, kar sem se tam naučil strokovnega, in seveda po prepričanju Slovenec, jaz nisem okleval in čakal, kaj bodo drugi rekli. Ko sem videl, da so položili roko na nas, na Slovence, na Slovenijo, sem se dal sam, me nišče ni klical, na stran svojega naroda in seveda z uporabo vsega, kar sem se naučil tam, seveda, ki je bilo namenjeno nečemu drugemu, uporabo za naše stvari. Tako da, če vsega tega ne bi bilo, tudi mene takšnega in v tej vlogi, ko sem bil, ne bi bilo. To je moja zgodba. Torej, jaz sem prepričan, da bi gospoda oba, to je dvojina, sem vesel, da imamo Slovenci dvojino, lahko poslušali še ure in ure, leta in leta in en eon. Ampak, ker smo danes tukaj tudi zaradi nečesa drugega, bom jaz na začetku drugega dela, če se strinjate gospoda in gospod gostitelj,
Najprej pozdravimo med nami velikega prijatelja Lojzeta Peterleta, brigadnega generala Toneta Krkoviča in moje malenkosti, našega Martina Strela. Predostan Martin, Katerino, junak slovenski. Peter Klepec in Martin Krpan v eni osebi. Maja, Bog teži. Torej, začenjamo zdaj, hvala lepa vsem. Začenjamo zdaj, skozi ga moram poslušati, to je hujške oče in mama skupaj v isti osebi. Začenjamo zdaj z drugim delom, fantje, maške v zadnjih. Roman Zakšek, ti boš še nekaj povedal. Jaz bi se pa zahvalil voditeljema, kjer sta bila res pridirasta tokrat, izjemno sta bila usklajena in uglašena. Bom vaju oborožil, obdaril ali odlikoval, če početa, z revolveri. Prosim, ne? Izvolite. Brez orožja. Hvala. Torej, prosim, glasbenike na svoja mesta, pa hitro pejte, da bomo dolgo čakali. Vam pa, spoštovani publikum, želimo obilo užitkov ob, verjemte, da bo slovenska glasba. Cezarja pa prek generala Rudolfa Maistra in vse do tukaj navzočega brigadnega generala Toneta Krkoviča, vemo, da znajo tudi vojaki zamenjati meč za pisalo in glasbilo. Še tako čvrsti in neumajni možje, ki dnevno zrejo sovraštvu globoko v oči, se omehčajo ob pesmi, ki jim vrača misli na tisto, za kar se je vredno boriti. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marley. Pojav v slovenski in tudi svetovni zgodovini. In menim, da se prav spoštovani gospod Lojze Peterle, ki prav tako posebej številne darove in veščine z različnih področij, še najbolje zaveda tistega starega latinskega pregovora, ki pravi si sapis, sis apis. Če si moder, bodi kot čebela.